Ojoj! O, zgrabil me je. So kot morski pajki, evo, to bo naša zadnja priložnost. Fantje, pravkar smo pristali na enem najbolj norih krajev na zemlji in danes nas čaka divji izziv. Imen, da ste čakali, da vidite nekoga res posebenega. Ona je čist podivjena, lovi rake. Že zdaj je čist navdušena tukaj. Je najstnica. Zadnjih nekaj mesecev sem jo treniral prav za takšen izziv. In jaz in ona bova naslednjih nekaj dni raziskovala, kaj lahko pojemo. Lovila bova najbolj nore živali. Tiste, ki lezajo po tleh, pa vse do globokega modrega oceana. Ampak ostanite z nami, ker bova kasneje jaz in Frod šla na njen najljubši kraj na svetu. Ampak najprej vam želim pokazati opremo, ki jo uporabljava za prvi dan. Imamo čisto nove plavuti, te Poseidonove pripomočke. Poglejte, kako huda stvar je to. Imamo tudi mačeto, upam, da jo bomo kasneje lahko uporabili za čiščenje kakšne živali. Fantje, ne vem, kaj bova jedla naslednjih nekaj dni, jaz in Frod. Morava ujeti hrano, da bova sploh preživela tukaj. Frod bo pojedla skoraj vse, ampak tudi jaz bom. Verjetno. Tukaj imamo našo masko, fantje. Imamo tudi veliko podvodno puško. Prvi dan bomo skočili na vodni skuter in se odpravili v globoko modro morje. Tam zunaj so trenutno nore živali, za katere vem, da migrirajo in jih želim videti. Tako da bo to res nor dan. Saj veste, tukaj imamo naš hitri požirek za poživitev, to bova vzela šele kasneje. Že zdaj čuti, da to hoče. Ej, to vzamemo šele, ko dosežemo dno. Priznam, Frod, trenutno je res naporna, res zganja celo dramo, tako da ne vem, kako bo šlo na vodnem skuterju. In obljubil si bom, da bom jedel vse, kar bo jedla ona, razen če bo to kakšen pasji drek ali kaj podobnega. Si pripravljen na velik dan? Si pripravljen? Dobesedno me je vsakič popolnoma zmočila. Dej, pojdiva na ribolov, ta palca bo stala tukaj. Gremo. Pridna punca. Ti si dobesedno princesa, veš, prav tam. Ja, prav, jaz in Frod sva dosegla globoko modro morje. Začela bova raziskovati okolico. Načrt je, da morava najti hrano za nocojšnjo večerjo. Nekaj, kar lahko uloviva s sulico. In misliva tudi, da bojo tukaj nore živali, s katerimi bova jaz in Frod lahko plavala. Začnimo raziskovati na odprtem morju. Kdo ve, kaj bova tukaj našla? Gremo! Pred nami so kiti. Si pripravljena, punca? O moj bog, ne glej me tako. O moj bog, midva sva kiti. Popolnoma skačejo iz vode. Se hecaš? O moj bog, fantje. O moj. Pravkar smo opazili celo skupino. Verjetno bodo spredaj 3 ali 4 kiti. Pravkar so skakali iz vode. Čist ponoreli so. Popolnoma so ponoreli. Prav, vidite, vse te galebe, ki letajo okoli kitov, ker ko kiti pridejo na površje in skočijo iz vode, galebi letijo okoli njih. Na kitih sčasoma zrastajo vsi te školjki in druge stvari, ki potem odpadajo, galebi pa se z njimi hranijo. Spredaj so čisto ponoreli. Froti, imamo kite, punca, poskrbeli bomo, da jim damo nekaj prostora. Frod je pripravljena videti svoje prve kite. Nekaj jih je kar tukaj spredi. Poglej, Frod. Nimamo pojma, kaj se dogaja. O, evo ga! Wow, v redu, potapljajo se dol. Tam sta 2. Kar kiti počnejo, je to, da samo plavajo naokol. Nato pa se potopijo, pridejo gor in skočijo iz vode. Zato pazimo, da ostajamo nekoliko oddaljeni od njih, ker nočemo, da bi pristali naravnost na nas. Tukaj zunaj, tukaj si, ga vidiš, punca, tukaj, jih vidiš. Vsak od njih ima pravzaprav edinstven rep, ki je kot naš prstni odtis. Tako prepoznajo vsakega posebej in štejejo njihovo število tukaj zunaj. Ustvarjajo te mehurčne mreže, ki ujamejo ves plankton, nato pa pridejo skozi in filtrirajo ter se hranijo. Prav, jaz in Frod greva. Si pripravljena, punca? Pred nami je skupina delfinov.
Toliko jih je, tukaj so, čist bliz. O moj bog, Frot. Froth, pozdravi delfine. O moj bog, poglej jih, tukaj so. Tukaj jih je dobesedno na stotine. O moj bog. V redu, zdaj smo pa šli malo bližje, lahko vidite, da voda zgleda res, res lepo. Torej, zapeljali se bomo še malo naprej ob obali, potem pa bomo skočili v vodo in poskusili najti nekaj hrane, da začnemo ta izziv. Froti je verjetno zdaj že lačen, jaz pa tudi postajam precej lačen. V redu, tukaj lahko vidite, da imamo greben. Skočil bom v vodo in poskusil najti nekaj hrane za Frotija. Zgleda kar lepo. Juhu, fantje! Danes smo imeli nor dan, raziskovali smo, videli smo kite, delfine in še kup drugih stvari. Prečkali bomo in pripravili prvo jed za Frotin, prvi obrok v tem izzivu. To bo noro, se vidimo tam spodaj. Gremo, punca! Juhu, Froti! Ej, tega ne bomo jedli. Poglej, kaj poskuša pojesti. Ne, tega ne bomo jedli. Ej, že lačna, fantje, resno, ej. Spust, ker ti poješ, moram pojesti tudi jaz, tega pa ne bova jedla. Kar bomo danes počeli, je noro. Pripravili bomo tisto ribo, ki sva jo malo prej ustrelila, skupaj z neki eksotičnega sadja. In vidite, lahko Frot trenutno je lačna. Ej, To ni hrana, dobili bomo kaj drugega dobrega za jesti. Prav, gremo, dejmo. Imeli smo težave z iskanjem hrane, ampak uspelo nama je ujeti eno lepo, mehko ribo, ki jo bova zdaj pripravila. Jaz in Froti. Cel dan nisva nič jedla. So ob tem čudovitem sistemu kanalov, Froti je čisto navdušena, poglejo. Wow! To je tisto, zaradi česar smo tukaj, fantje, in nimam pojma, kako bo Froti reagirala. Ko bo jedla surovo ribo, mislim, da boste mogli počakati in videti. Imava pravo pojedino pred sabo. Froti jo že poskuša pojesti, zato jo moram zadrževati. Ampak kar imava je ta čudovita mehna riba, kot ste videli. To je čudovit mali srebrni trevale. to v resnici ni največja. Oj! Ona že poskuša pograbiti sadež. Kmalu ga bomo pojedli, umiri se. In čeprav ni velika, je to ena najbolj okusnih vrst trevalja, ki jih lahko dobiš. Suši. Te stvari so noro dobre.
Imajo eno najbolj belih mes na svetu. Takoj se bomo lotili tega in vam bom pokazal, zakaj. So neverjetni. Ampak iskreno, nimam pojma, ali bo Frotu to všeč ali ne. Najprej bomo to učistili. In potem imamo pred mano nekaj noro eksotičnega sadja, ki ga bomo dejansko uporabili za pripravo mesa tega trevalja. To bo noro, s Frot bova za kosilo jedla surovo ribo. Mislim, da še noben pes ni jedel sašimija prej. Dali bomo priložnost. Jaz bom začel čistiti ribo. Medtem ko to počnem, bo Frot verjetno tekala naokoli v ozadju in iskala rake ter podobne stvari. Pravilo je, da moram pojesti vse, kar ona poje, zato upam, da ne prinese nazaj česa nenavadnega. Kar po hrbtenici bom šel tukaj in obrnil nož. Ostal bom čim bliže hrbtenici. Naredim majhen rez. Meso na tej ribi se dobesedno še vedno trza. Je res tako dober? Poskušam peljati nož čim bližje hrbtenici. Grem naravnost ven pri repu. Ste pripravljeni na to? Poglejte to. To je zagotovo eno najbolj belih mes na svetu. Na tem okostju nisem pustil skoraj ničesar. Frot, si navdušena? Bomo kmalu kosili? Vso sluz kar obrišem obnjo. Ne skrbi, Frot je ves čas peščena, slana in diši po ribi. Potrpežljivo čaka na obrok. Fantje, vidite tole mejhno krvno črto tukaj noter. To je del, ki ga želite odstraniti. Karkoli od tega bo imel kovinski okus. Želimo si samo lepe bele koščke na zunaj. Samo preverite, da ni kosti v mesu. Zame in Frot imam tukaj 3 majhne koščke. Poglejte, kako lepo in belo je to meso. Skoraj prozorno je. In uporabili bomo sok teh eksotičnih sadežev, da bomo dejansko skuhali to meso. Zdaj se bo zgodilo to, da se bo vsa kislost iz sadeža in vse podobno počasi vpila v meso te ribe. In potem bova jaz in Frot to lahko pojedla za kosilo. Celoten namen tega je, da bo vsa kislost, upamo, skuhala meso. Imamo tradicionalno limeto, tako to ponavadi delamo, fantje. Vse to bo počasi spremenil barvo, ko se bo začel kuhati. Imamo malo ananasa, tega bomo dali tukaj gor. Si pripravljen na kosilo? Poglej, kako dobro zgleda. Tole res ratuje. Prav, tukaj imamo limeto, potem imamo ananas in tukaj še pasijonko. Počakali bomo približno 15 minut. Vsa kislost bi se morala, upajmo, vpiti v meso. In potem bova jaz in Frot lahko šla na kosilo. Gremo! Juhu, pojdiva se igrat! Kje si bil? Kje si bil? Si tekel po blatu. Si tekel po blatu. To je dobesedno njen najljubši kraj. Ampak moral boš ostati tukaj, ker bomo jutri šli v blato, da bomo lovili nore živali. Iskreno, komaj čakam, da vas vzamem s seboj. Zaenkrat bomo počakali, da se naša riba skuha in šli se igrat. Gremo, kuhajmo. O moj bog, fantje, poglejte to. Nekaj je tukaj noter, ne vem. Sploh ga ne bi opazili. Moral je priti sem v ta ribnik med oseko. O ne, poglejte ga! Hej, prijatelj, poskušam ti pomagati. V redu, imam ga. Ta stvar tukaj ima dejansko dovolj strupa, da ubije 30 ljudi, fantje. Tako da ni šans, da bi jaz ali Frot to pojedla. Poskrbeli bomo, da tega izpustimo, Frot. Tega ne morva pojesti, zato ga bova izpustila. Ne poskušaj ga ujeti, pusti ga plavati. Oj, ne jej ga! Poglej ga tukaj, je čist zraven Frota, poglej ga. V redu, tam gre, v redu. Mislim, da je naše kosilo skoraj pripravljeno, fantje. Zdaj bomo šli gor in se lotili tega mesa. Zadnjih 20 minut smo čakali, da se ta riba skuha in zdaj je skoraj pripravljena. Tista z limeto je postala zelo bela, pri drugih dveh pa res ne morem povedati, a sta kuhani ali ne. Morda kislost v ribi ni dovolj močna ali kaj podobnega. Nenehno poskuša kopati luknje, da bi našla črve, a tega ne ve. Kosilo je skoraj pripravljeno. Začeli bomo najprej s tisto s pasijonko. Mislim, da še noben pes ni jedel surove ribe s pasijonko. Si pripravljen? To je kosilo. Mislim, da ji ni bilo všeč. Jaz bom poskusil. Mislim, da pasijonka ni bila dovolj močna, da bi skuhala meso. Prav, poskusimo še z ananasom. Pridi sem. Poskusimo z ananasom. Ne, ananas skoraj da ni naredil ničesar. Poskusimo z limeto. Dej no. Mislim, da ji bo ta všeč, vidiš.
Sam poskusiti ga more, fantje. Limeta je definitivno najboljša, brez dvoma. Jutri bomo to malo spremenili in šli v globine mangrov. Komaj čakam, da vas vzamem s seboj. Frod bo čisto znorela in upam, da ji bomo lahko priskrbeli še več hrane za jutr in kakšno divjo žival. To bo res ena izmed najbolj smešnih stvari sploh. Dal bi meso v gobec Froti, potem bi imela približno minuto, da ga predela, nato pa bi ugotovila, da ji ni všeč. Ej, obljubam ti, jutri ti bom prinesel nekaj okusnega, kar ti bo všeč in lahko greva na tvoj najljubši kraj. Ej, v redu, jaz in ona, vidva se jutri zgodaj zjutri. Verjetno bo šla lovit mehne ptice. V redu, vidimo se takrat. Juhu, zdaj hočeš ribo, kaj ne? Zdaj si lačna. Gremo. Hej, pridite sem, fantje. Danes bomo raziskovali enega izmed najbolj norih krajev sploh. Gremo v globok mangrovski sistem, da bi, upajmo, našli ogromno žival. Frotovo najljubše mesto na zemlji, globoko blato. Tukaj imamo nož, imamo pa tudi naš značilni hitri poživitek. To bova vzela malo kasnej, če doseževa dno, jaz pa Frot. Od včeraj imava samo tisto eno ribo, zato drživa pesti, da danes najdeva kakšnega velikana. Hej, punca, v redu, začniva raziskovati. Greva. Najprej bomo začeli raziskovati te plitvine tukaj. Misliš, da bom tukaj videl kakšne nore živali? Ne vem, če lahko vidite vse te mehne kroglice tukaj, ampak ti so dejansko narejene iz neke vrste nore živali. Poglej, katere so vse te živali. Jih vidiš? Ne, poglej za sabo, vidiš vse te tukaj, Frot. To so vojaški raki. Poglej jih vse. So kot morski pajki. Kaj? Zdaj, razlog, da jim pravijo vojaški raki, je ta, ker se premikajo v velikih armadah, tako kot bi se vojaki. So kot svetlo, modre, divje živali. Frost je pravkar pojedel enega od teh, kar pomeni, da ga moram pojesti tudi jaz. Ej, zakaj si moral to pojesti? Prav, spravimo to dol. Froth, zakaj si moral to pojesti? Dobesedno je bilo, da bi mi steklo šlo po grlu. Ta lupina je tako trda. Našli smo pravo zakladnico. Poglej te stvari. To so ogromni morski pajki. Poglej to stvar. To je prava zver, pravkar me je ugrizala. Načrt napada danes, fantje, je, da vidimo, kaj lahko najdemo in ujamemo za hrano z najbolj preprostimi metodami. Pokazal vam bom, kaj bomo uporabljali. Oja, in nekaj sem prinesel tudi za Frotja, da bo nosil na vodnem skuterju. Prav, fantje, tukaj imamo našega velikega starega ciplja. Ta stvar je tako gnila, da je ne morem pojesti. Da ga bomo noter, potem pa bomo vse skupaj zaprli in vrgli v mangrovski sistem. Upam, da bo prišel velik rak, zlezel noter in začel grizla tega umazanega cipelja. Potem pa ga bomo kasneje potegnili ven in ga ujeli. Zdaj ga bom nasekal. Zapremo ga. Rakove pasti imamo na vodnem skuterju, ampak manj ta sončna očala za Frot. Dali jih bomo na njo, da bo, ko jo bomo pritrdili na vodni skuter, lahko videla, kaj se dogaja. So ta očala dobro nameščena? Ej, moš poskrbeti, da so res gor. Ja, v redu, jaz pa Froth sva pripravljena. Ej, si navdušena? Gremo po rake, gremo, Froth. Zdaj hodima po tem potoku, vrgla bova te pasti noter. Poglejte to, fantje, vidite vse te male rake. Poglej, še en majhen blatni rak. Mejđin so tukaj, veliki morajo biti tudi tukaj. Gremo, ne prestrašite vseh rakov. Tukaj bom nastavil eno past. Pusti tisto primer, dajmo, gremo. Sem vam rekel, to je njena najljubša stvar, biti v blatu in postavljati pasti. Dajmo, gremo. Pusti to primeru, to so res raki. Kot lahko vidite, tukaj je ta kanal, ki prihaja skozi. Ej, umer se. In ko pride plima, vsi raki potujejo navzgor. In ko voda odteka,
se bojo premaknili. To je skoraj kot avtocesta za rake. Zato se bojo premikali gor in dol tukaj. Tisti bo kar tam sedel. Hej, no, pejmo. Začeli bomo raziskovati peš in upam, da bomo kakšnega nadel. Plima prihaja, tako da, ko se bo voda dvigala, upam, da bojo raki preplavali in se ujeli v naše pasti. Uglej si to, poglej tega tipa, hej, Frot, poglej tega tipa, ravno sem ga našel v blatu. Hej, pazi, da te ne ščipne, ščipnu te bo, hej, če se mu približaš, te bo ščipnu. Hej, joj. Zdaj je čist razburjen, poglej ga, ima eno veliko kleščo, vse ostale pa so mejhne. Prijel me je. Res me je prijel človek. Poglej to. Res me je spravil do krvi. Hej, poslovimo se od njega, spustili ga bomo. Oj, drži se stran, ujel te bo, mene je ujel, zdaj gremo v gosto blato. Poglej to, tukaj je polno mejhnih rakov. Frot, kje si? Počakaj, tukaj je, poglejo. Čisto je znorela, obsedena je z blatom. Sledili bomo tem mejhnim potočkom naprej. To bo dobra priložnost, da najdemo kakšnega raka. Verjetno edini čas v mojem življenju, ki si želim imeti rake. Trenutno me popolnoma napadajo peščene muhe. Ne vem, če veste, kaj so to. To so taki mejhni hroščki, ki ti lezejo povsod po telesu. Brobo ogabno, ampak tukaj moramo narediti, kar pač moramo. Če si namažem telo s to blatom, se bo počasi sušilo in potem te peščene muhe ne bodo mogle priti do moje kože. Zdaj pride tisti zoprni del, malo pilinga za obraz. Kako zgledam. Srečno tem peščenim muham, če me zdaj poskušajo ugrizniti. Ni šans, da bi me tukaj zdaj kaj ugriznili. Torej, malo namažemo tvoj nos, da te ne ugriznejo, malo blata na nosu, to bi moralo biti v redu. Hej, poglej to, nekdo si tukaj prvoščil pijačo, poglej to. Tukaj imamo popolnoma nov potok, zagotovo je kakšna noter, imamo eno. Vidiš to, tukaj. Frot, imaš raka, sploh ne vedel, da je to rak tam. 3, 2, 1. Samo mejhen rak. To tukaj je res kul. Fantje, poglejte to. To je samo mejhna samica raka. Ampak lahko vidite tukaj spodaj. Pravzaprav nosi celo kup jajčec tukaj, tako da jih bo očitno izlegla. In potem bo v tem ekosistemu še veliko več rakov, ki jih bomo lahko našli, to je res dober znak. Spustili jo bomo kar tukaj, ne vem, kako sem zdaj bolj blaten kot ti. Vsi ti raki bi morali sedeti tukaj, v tem potoku. Skozi peno potonejo v blato. Še en mejhen rak tam. Oj, Frot, Frot, ligno me je ta mali rak ugriznil za nos. Bodi previden, pravkar te je ta mali fant ugriznil za nos. Pusti, veš, drži se stran, premejhen je. Daj no, pena, najti mi moraš velikega raka, sicer danes ne bomo jedli. Prav, fantje, tukaj smo nekaj našli. To je velika stara klešča, poglejte tole. Ne vem, kaj je ubilo tega raka, morda kakšen večji rak ali kaj podobnega, ampak to je dober znak, držimo pesti, morda je v bližini kakšen velik, ki je ubil tega. Vidite lahko mojo kožo zdaj. Vsa ta blato se je posušilo, ti peščeni ognji so lahko tako nadležni, da te spravijo ob pamet. Praskaš se kot kakšen odvisnik. Iskreno, tukaj je res veliko mejhnih rakov, samo nobenega velicga ne najdem. Poglejo, kako poskuša prečkati tole. Skoraj pade v to. Iskreno, to je res najbolj noro območje. Kaj pa delaš? Zakaj si tako blatna? Prepričan sem, da želi biti videti kot jaz. Dej, vidiva. Frost se je odločila, da se ne želi več premikati. Ej, ne bomo ostali v mangrovah. Vstan, morava naprej. Nisi mrtva. Vem, da se samo pretvarjaš. Nisi mrtva. Tukaj sem našel kar nekaj mejhnih rakov, večinoma so samice. Našli smo tistega samca, ki je poskušal ugrizniti Frost v gobec. Ne vem, zakaj je Frost kar naprej poskušala iti k njemu. Trenutno ne kaže najbolje. Poglej to. Tukaj je mejhen rak. Skoraj si me ujel. Poglej to. To je tisto, kar iščemo. Samo, da bi moral biti ogromen.
ne pa tako mejhen. Prav, vrnili ga bomo nazaj. No, tukaj imamo blatnega raka. Sploh ga ne vidiš, popolnoma je zakamufliran. Kar bom naredil je, da ga ujamem s prstom, potem pa bi ga moral lahko zagrabiti. Prav, si pripravljen? Tu je še ena mehna samica tam. Lahko vidiš, da pod sabo drži jajčeca. Zato je nočemo preveč motiti, pustili jo bomo primer, Frod te ne lovi, pustili jo bomo, da kar tam sedi. Hej, pusti jo primer, to je mehna punčka, tako kot ti, dej moramo najdeti velik. Ej, ugriznila te bo, upam, da veš. Ne, Poglej, kako globoko tonem v to blato zdaj. Poglej to je moja noga. Poglejte to tukaj, fantje. Pravkar smo našli blatno školjko tukaj. To bomo dali v zadnji žep. Držimo pesti, da kasneje najdemo še raka, ki bo šel zraven. Imamo še eno. Hej, fantje, ravno zdaj smo nastavili pasti za rake. In kar bomo naredili je, da bomo dejansko uporabili to ročno vrvico, ki sem jo prinesel. To je preprosto samo trnek, utež in malo vrvice. Lahko jo vidite tukaj. In imam to glavo cipla, ki smo jo dobili iz pasti za rake. Odrezali bomo kos tega mesa in ga vrgli v ta mejhen potok. Morda najdemo ploščatega soma ali mangrovo striško. Nimam pojma, ali bomo lahko kaj ujeli v pasteh za rake. In če ne bomo, fantje, bi raje imel nekaj hrane zame in za Frosta za kasnej. Tako da bomo odrezali malo mesa in ga takoj uporabili. Pripravljeno je, vrgali bomo to ven in videli, če kaj ujamemo. Dobili smo kolesa. Ja, imamo enega. Oj! O, poglej to. Ta stvar bi bila ravno še dovoljena za obdržati. Ampak bom tvegal in jo bom vrnil nazaj. In držimo pesti, da bomo kasneje našli velikanskega blatnega raka. To je morda največje tveganje, ki ga bomo kdajkoli sprejeli. Kaj praviš, punca? Moram ga vrniti nazaj. V redu, tukaj imamo ogromnega orla in še glavo cipla. Hej! Ste videli to? Jaz in Frod sva pravkar ujela tistega orla, ki je prletu in pojedel glavo tiste ribe. To je bilo noro. Pravkar sva orlu dala vso najino vabo, tako da nama ni ostalo skoraj nič. Jaz in Frod sva zdaj lačna, peščena, blatna. Dosegla sva dno. Ostane nama le ena stvar. Froti, si pripravljena, punca? Mislim, da je čas za hitro poživitev. Veste, ko to vzameva, bova dobila popolnoma nov val energije. Vzemi. Ojdi. 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 Juhej, juhej. Juhej. Ponovno smo rojeni, draga. Mislim, da je čas, da preverimo pasti za rake. Froti zgublja pamet. Gremo, kaj praviš, punčka? Misliš, da je kaj noter? Prva past. Poglejmo, če smo kaj ujeli, fantje. Dobesedno nič. Nekaj nam je očitno vzelo vabo. In v tej pasti za rake trenutno ni ničesar. Tako sem razočaran, da v prvi pasti tukaj nismo nič ujeli. Vse je odvisno od te zadnje. Resnično upam, da smo kaj ujeli noter, fantje. Dejmo, pejmo. Nisem je mogel izpustiti. Gremo. Pridi, nadaljuj, pridna punca. Poglejmo, če smo kaj dobili. Nič. Kaj? Vaba je še vedno noter. V naših pastih za rake. Trenutno, dobesedno, nimamo ničesar. O moj bog, fantje, sonce zahaja. Verjetno imamo le še kakšno uro, zato mislim, da gremo na zadnji lov. Te pasti bomo morali pustiti tukaj in morda bomo kakšnega našli. Fantje, morali bomo iti peš in raziskati, če lahko najdemo kakšnega v tem mangrovskem sistemu. Tega dela tukaj zgoraj še nisem zares raziskal, zato bom šel tja gor in videl, če lahko kaj najdemo. Nisem hotel priti sem gor, ker moram hoditi po vseh teh prekletih ostrih bodicah. Oprosti, punca, ampak morava najdeti nekaj hrane. Gremo. Še vedno imam malo energije od tiste hitre poživitve, tako da je to naša zadnja priložnost. Fantje! Vidim rob nekoga uklepa tukaj. To je rob raka, prav tam. Prav, ker sem ga zadnji pritisnil, naj zgrabim še zadnje noge
Imam ga, prav, imamo ga. Poglejte tole tukaj, fantje. Ta tukaj mora biti dovolj velik. Ni ravno pošast, ampak je hrana. In to je tisto, kar jaz in Frost trenutno potrebujeva. Danes sva šla skozi blato, pešačila, ampak zdaj mava neki hrane tukaj. Ta čudovit, zarjavel blatni rak. Frosty mava hrano. Punca, to je res lep rak. Poglej ga, čist je razširjen zdaj. Tole tukaj, to bo čudovit obrok zame. In s Frostom. Ravno ker so prišla do teh peščenih sipin, res je noro. Kada so na drugem planetu s temi sipinami. Mava raka, Frost je tam zgorej. Danes bomo imeli noro kuhanje za zaključek dneva. Se veste, bili smo v teh mangrovah. Moje telo gori po vseh teh prekletih peščenih mušicah, pa še vedno imam povsod blato. To bo popolno. Tukaj imamo našo kurišče. Fantje, tukaj je res dobra netiva. Gremo jo pobrati, vse tole, to se bo zelo hitro vžgalo. Moral bi pomagati zbirati drva, pa mi ne pomagaš. Dej no, sej vidite, ta je svetlo-oranžna in razlog za to je, da je zelo zarjavela. Pravzaprav se bo kmalu levil, kar pomeni, da bodo te klešče tukaj zelo polne. Dobili smo tudi te blatne školjke, ki jih bomo skuhali. Imava čudovit obrok zame in Frosta. Sem navdušen. Gremo zakurt ogenj in tole dat kuhat. Pržgal bomo ogenj in poskrbeli, da je Frost tam, ker bi verjetno skočila nanj. Misli, da je vse njena igrača, zato jo moramo malo zaposliti. Tako. Kako piha tukaj zunaj. V redu, dajmo to drva gor vsi, spustite jih. Napišite v komentarje, ko mi čakam to hrano, res sem lačen zdaj, fantje. Poskrbeli bomo, da bomo tega raka uspavali, preden ga damo na ogenj. Obrnili ga bomo na hrbet in mu z nožem prebil telo. To je približno tam, kjer je njihov centralni živčni sistem. Tako ga bomo takoj uspavali in potem ga lahko spečemo nad ognjem. Počakaj, miruj, prijatelj, gremo naravnost dol. 3, 2, 1... In to ga bo takoj ubilo. Ta rak je zdaj pripravljen, da gre naravnost nad ogenj. Takoj zdaj. Tudi te so pripravljene, da grejo naravnost nad ogenj. Ko se odprejo, veš, da bojo kuhani. Gremo kar naprej. Danes si bil dolg dan. Zame in za Frota. Ampak sva dobila hrano. Kam greš? Je jezna name. Zakaj bežiš pred mano? Me nimaš rada? Vzljubila me bo, ko jo bom čez 2 minuti nahranil. To je zdaj vse, kar šteje. Imamo ogenj, na ognju je rak, neki školjk, Froti je tam spodaj čist fertik. Ves dan je tekala skozi mangrove. Danes. Dobesedno vre. Neverjetno je. Počakali bomo, da se te odprejo. To bo postalo svetlo-oranžno in komaj čakam, da se lotem tega. Zdaj sem toliko zelo lačen. Naš rak je tukaj postal svetlo-oranžen, vzeli ga bomo dol, to bo res neverjetno. Fantje, danes smo res imeli enega najbolj norih dni. Ves sem od soli, peska in vsega, vem, verjetno boste ponoreli v komentarjih, ker to dobesedno postrežemo kar na pesku. Ampak me sploh ne briga, tako sem lačen in na plaži ne najdemo ničesar. Frot. Ti ni mar, če je malo peščeno, a ne? Njej ni mar, fantje. In meni tudi ni resnično mar. Mislim, da moramo poskusiti te blatne školjke. Poglej to, to dejansko zgleda noro dobro. Poglej to, si pripravljen? Ja? Nočeš? Daj no. Ne vem. Ni za to, obrača glavo stran od tega. Fantje, iskreno, razumem, zakaj jih ne mara. Niso dobri. Zdaj je jezna name. Dejno, poglejte, kako se vrača. Pri tem blatnem raku bomo raztrgali te klešče v obliki lizik. Ta rak je res poln. Kaj je tukaj? No, fantje, ona bo svojega pojedla tam, dobesedno ga bo požrla. Jaz imam svojo kleščo tukaj. To je bil res eden najbolj norih videov doslej. Blatni rak na plaži. Za konc, Frot, ne more nehati se igrati s pticami. Fantje, pojedla bo svojega blatnega raka.
To je bila res ena najbolj norih dogodivščin z mano in Frotom. Vidimo se v naslednji divi dogodivščini. Več videov je tukaj, se vidimo takrat. Hvala.